Jaz zase lahko iz lastne izkušnje povem, da sem s pomočjo psihedelikov in ogromno integracije si dobesedno spremenil življenje. Imaš ljudi, ki pravijo psihedeliki ne, imaš ljudi, ki pravijo psihedeliki ja. Kako lahko oboji to bolj razumejo? Feeling je recimo, tako kot bi te na fračo dal. Zamižiš in kot on reče, sam spusti. Vse zgine. V enem trenutku, ko sem bil jaz noter, jaz sem samo čutil obstoj. Kako lahko sploh umreš? Kako lahko sploh zgineš? Kako te lahko ni več? Malo so solzice. Ja, hvala Bogu. Daj mi povej, stari moj, kva ti misliš, da se zgodi, ko umrem? Kjer pogovor, ta star. Ne vem. Res, toliko trenutku biti, ko sem lahko s tabo. Preden greš gledat to epizodo, bi te rad spomnil, da lahko nekaj narediš zame. Sam s tem, da subscribeš, komentiraš, pa to epizodo deliš med prijatelji, če ti je všeč, mi boš ogromno pomagal. Veš, da od mene ne dobiš nobenih oglasov, nikjer ti ne spamam, tako da, če hočeš nekaj narediti za underdoga, je to tvoja šansa. Če si že subscribil, pa svaka čast, hvala ti, uživi v pogledu. Tega sem dal tole. Dej nekaj povej, sam da vidim test. Burek, sirni. Bo po moje, da bo ja. Bo sirni. Welcome back. Good to be back. Še zdaj kraljuje epizoda 1 iz vidika ogledov pa feedbacka, ki je padel na njo. In rad bi, da na začetku se malo vprašava, zakaj se je to zgodilo. Ne vem, malo da potipava to tematiko. Če pogledava nazaj, slišala sva se takoj, ko sva posnela prvo epizodo in tudi Klejaš Bej takoj rekel, to je bilo noro, ne? Meni se zdel, ko sam še en dan s tabo. Tako, čist naravno, res je bila taka tematika, ki se ne govori velikrat o njej, ampak tako. Me zanima, kako si ti dojel to prvo epizodo, pa a se je kaj spremenil po tej prvi epizodi zate? Ok. Čakaj, zdaj je 10, ne, če se ne motim? 10, ja. Ok. Cool. Torej, na tej točki bi se jaz prvo malo stavil, preden odgovorim. Okay. In malo zmečkano sicer. Imam eno darilo zate. Prvo bi te zelo rad pohvalil. Se ti zahvalil, da sploh deliš to naprej med ljudi, da se trudiš, da ustvarjaš, da si srčen. Malo mi solzice grejo. Ta zadevca bo pa nekako samo potrdila to, kar si od samega začetka in celotno pot, ki jo potuješ in ti morda malo še povezala pikice. Tako da izvoli in hvala ti. Hvala tebi, stari. Mislim, ne vem, odprem zdaj. Kakor čutiš, kakor želiš. Lahko šparaš, lahko odpreš. Go with the flow. Pa je odprimo, ali? To je to. Ne boš dosti po gruntu. Okay. Ja. Ok. Ti mi že enkrat omenil to, ampak vidim, da si zadevo pelil malo naprej, ker misliš, da mi bo to res koristil, tako da hvala ti. Z veseljem, več kot zasluženo. Pismo, ja. Je kar tako, ko malo nazaj pogledaš, pismo, pot je ena za nami, tako 10 epizod, pa kar naenkrat so se zgodile in se je včasih dobro malo ustaviti pa pogledati nazaj. In kdo je boljši gost za neki task, narediti, kot ti, ne? Ja. Ne, hudo. Točno to. Hvala ti. Z veseljem. In to je tista stvar, ki danes res norimo skozi življenje in imamo ogromno zmag na poti in jih sploh ne vidimo. Ogromno krat je sam tisti, ker gre narobe in se tam fokusiramo, doskrat se ne ustavimo, ne zdravimo, proslavimo in naredimo en recap, tako kot si ti rekel. Tako da še enkrat hvala. Let's have fun. Let's have fun. Ok. Prva epizoda. Yes. Torej, recap prve epizode. Ja, kak komentarje, ki smo jih dobila. Mislim, da so se naj te tako še najbolj dotaknili. Jaz bom zdaj povedal, kako sem jaz videl, pa lahko pol še ti. Seveda. To, da so ljudje pisali, da jim je epizoda spremenila pogled na stvari, da so dobili vpogled v določene zadeve, ki se prej sploh niso okoli njih obračali, da je bilo ogromno enih rešitev za stvari, ki so se jim pletle po glavi, da so ljudje jokali v podcastu. Pač, ko sem jaz to slišal, sem bil tako wow, a je bilo res tako powerful. In me zanima, zakaj ti misliš, da je bilo tako powerful. Torej, nekako v temelju smo vsi neki iz istega vira. Vsi imamo znotraj sebe isto resnico.
In včasih določeni pogovori zadanejo v neke globje nivoje, ki niso tako razumski, niso tako umski, niso tako naučeni, dajmo tako povedati. In ljudje avtomatsko začutijo. Pač začutijo. Tudi sam si to doživel, sam sem jaz to doživel, verjamem, da je vsak to doživel. In očitno je najina debata bila na teh nivojih, da je ljudje zadelo tam, kjer je nezavedno, kjer gre mimo uma in posledično pride ven določeni uvidi, določena dojemanja, kakšna čustva, kar je pa itak nekaj najbolj zdravilnega za človeško telo. Tako da bi rekel, da nisem toliko presenečen, istočasno sem pa ful vesel, ker kaže na neko rast zavesti, kolektivne zavesti, da se ljudje odpirajo takim tematikam, da ni več to neka tabu scena in je ful lepo videti in slišati in komentarji, tako kot so rekel, so bili tak out of this planet in napolnijo srce, no, dajmo tako reči. Ja, veš, da jaz rad dam kredit, ker je resnica, a ne? In razmišljal sem jaz o tem, zakaj se je ta epizoda bila tako uspešna oziroma zakaj si bil ti kot gost tako uspešen. To sem ti danes tudi povedal, ker sva trenirala, a ne? Zdi se mi, da si ful dober prevajalec za dve skrajnosti. Eno skrajnost, ki je mal v oblakih s spiritualnostjo, ne? Ki je samo to in se ne soočajo dosti kaj s sabo, ker je to lep pobeg od sebe. In druga skrajnost, ki so pa 100% grounded, ki pa niti pomisliti nočejo na nekaj, kar ni znanstveno dokazano. Ne? In ti meni deluješ kot človek, ki zna obem stranem lepo povedati, da sta obe pomembni. In da ni point eno ali drugo, ampak je point, kako drugi lahko pomagata in jih znati implementirati v svoje življenje, oba pola, da ti lahko iz sebe svojo resnico ven potegneš, predvsem pa, da ti je v življenju lažje, v mislih. Ne? Da se ne obremenjuješ z brezveznimi stvarmi, da ne reagiraš na vse, da ni preveč negativne energije okoli tebe. In se mi zdi, da ko ti govoriš o teh stvarih, da te ljudje razumejo. Ne glede na to, na kjerem polu so, ker je tak občutek, da sam hočeš dati. Da nima veze s tabo, ampak ima veze, kot si rekel, lepo z vsemi nami. To je bilo moje opažanje. To si ful dobro povedal. Ja. Ful si lepo to povedal. Dejstvo je, da vsak izmed nas to počne, vedoč ali ne vedoč, ampak pri meni recimo je bilo lih to, ja, pač, ko sem šel bolj to duhovno plat, skozi razne izkušnje, ko bo tudi dan se kakšne dotaknile, sigurno, sem opazil, da ja, ta prizemljen del mal manjka, ne. Živimo še vedno tukaj, še vedno smo v materiji, še vedno si v človeškem telesu in ne moreš zbežati, ne moreš iti ven iz tega. In vrniti se nazaj v to v polnosti in iti tudi to pot je ful pomembno. Torej, da spoznaš svoj ego, da spoznaš svoje vzorce, da spoznaš, kako je to nastalo in posledično počasi se osvobajaš tega. Ne? Se to so v prvi epizodi dovolj govorila, ne bom jih ponavljal. Ampak point je, da nekje na neki točki sem dojel, da me ljudje morda celo ne razumejo čist, kar govorim, kar predajam. In tam sem nekako pogledal nazaj vase in dojel to moč besede, ko sem se tudi danes pogovarjala, ne? Koliko je pomembno, da znaš določeno izkušnjo, kar se da preprosto artikulirati, da je lahko vsak razume. Ni važno, bodi si otrok, bodi si 80-letnik ali pa vse vmes. Nima veze, ne? Tako da verjamem, da vsak, ki prehodi na določeno pot in ima dovolj izkušenj in dovolj znanja, mora biti sposoben artikulirati to tako, da je čist razumljivo, čist simpel. Bodi si v vesolju o Bogu ali pa preprosti zadevi kot, ne vem, telovadba, prehrana, karkoli že vse. Ne? Tako da ja, ampak ne gre pa brez izkušnje, to je pa dejstvo. Sigurno, ja. In kakšna je bila tvoja izkušnja na tej prvi epizodi, če tako povzameš? Kako si jo ti dojel? Domače, ful domače, tako preprosto, simpel. Tudi se ponavadi na dnevni bazi se take stvari pogovarjam skozi ljudmi, ki sodelujem ena na ena in ni bilo dosti drugače, kar sem delil na epizodi ali pa v teh seansah, tako da ni mi bilo neki ful vum. Ključno mi je bilo to, da sem se počutil zelo sproščeno, zelo na easy in domače, ja, to je to, kak ta beseda je. Jaz sem bil zelo vesel, ker si me poklical, pa si mi rekel, lej, zelo lepo stvar si zame naredil, pač ljudje se obračajo name zaradi pravih razlogov. Pa me zanima, kaj se je pri tebi spremenil mogoče
od te prve epizode, ker jaz sem imel nek tak občutek, da si tudi ti to rabil na nek način. Ker sem ti že prej povedal, po mojem let nazaj, pol leta nazaj, stari tebe mora slišati več ljudi. Moraš se večjih ljudi dotakniti. In to je bil en lep način, da si se. In mislim, da je tudi ogromne hvaležnosti iz tega vam prišel, plus občutek imam, da smo se zaradi tega še bolj povezali. Tako, vesel sem bil, da sem ti lahko dal nekaj. Štekaš, kaj mislim? Štekam, ja. Ker do zdaj sem imel občutek, da bolj ne si ti meni dajo. Čeprav si mi rekel, da tudi jaz tebi s tem dajem, valjda se to sem pol kasneje dojel. Ampak se mi zdelo, da je bila tako nekaj ena taka, no rekel, prelomna točka, ampak ena lepa izkušnja zate, da si mogoče videl, da obstaja tudi ta način izražanja in da s tem ni nič narobe. Oziroma, da če na ta prav način to narediš, lahko dosežeš ljudi na nek tak način. Ja, se strinjam. Torej, to je zdaj po epizodi. Ne? Jaz sem mislil na epizodi. Na epizodi je bilo tako, kot sem prej, po epizodi pa se točno strinjam s tabo. Bilo je tako, se veš, jaz odvedno te socialni mediji, pa to malo tako, to so se tako pogovarjali in ko je za priložnost bila, da lahko govorim dlje, da mi ni treba neki cutscene delati pa minuto, probati ujeta, je bilo ful fajn in kle sem res čutil to povezavo med nama tudi, ko so se nek kanal dala in je sam teklo, po izkušnji itak ogromno hvaležnost, tista večerja, ko smo šli pol malo preslavati, je bilo top in sem ful zadovoljen. Ne znam ti drugače povedati, ampak ful ljubezni, ful povezanosti in istočasno tudi najin odnos se je poglobil zaradi te izkušnje. Ja. Zase osebno pa ja, mogoče prebiti ta led, da ni nič narobe, če tudi po socialnih kaj podeliš, ker očitno efekt je. Ne? To sem nekako, jaz se vedno v zadnjo nekako spraševal, kako bo lahko nekdo iz virtualnega pogovora dobil neki razsežek globin, ki jih lahko dobi, ker sem mislil, da jih lahko dobi samo ena v interakciji. Tako da je bil en preboj, morda neke podzavestne omejitve, ki mi je naredil na nekih nivojih, tako da hvala ti za to še enkrat. Ja, itak, z veseljem, mislim. Tudi tako, kot sem ti danes povedal, pa bom kar povedal zdaj lekle, rada bi več dala. In ne samo, da boš gost na večjih epizodah, s tabo bi rad ustvaril nekaj, kar bo ljudem pomagal in zato bova skupaj razvila en projekt oziroma produkt, kakorkoli večnih, ki ga bova probala, oziroma nočem se preveč dedicated, ampak ja, lansirati oktober. Tako da ja, brez veze, da se čaka s temi stvari, ideja je dobra, oba lahko doprineseva k tej zgodbi in mislim, da to bo pač, da bojo ljudje to sprejeli, ker bo res nekaj dobrega. Ne bom še nič povedal, kaj je, ampak boste videli. To so se nas malo pogovarjali. Ja. Ključno je to, veš, kle je meni glavna stvar, ker se na nekih nivojih ful vklopva midva in dojameva in drugega, ker poanta je dati, poanta je pomagati, poanta je deliti. Ne zdaj, da je nekaj narobe z ljudmi in da bi nekaj ful rabili ali karkoli. Ni to ta cilj. Poanta je nekako širjenje zavesti, ultimativno. Da človek v poplavi nekih informacij in raznih, ne vem, tudi šarlatanov konec koncev se lahko zanese na nekoga, ki je prehodil ta pot, ki je šel skozi to izkušnjo in ne prodaja bullshita, po domače povedano. Pa integracija. Pa integracija, seveda. Ključno, brez izkušnje se pravim, brez izkušnje ne moreš nič. Lahko prebereš milijon knjig, ne vem, kaj počneš, dokler ne greš čez v vseh oblikah, torej fizično, energetsko in mentalno, skozi določeno izkušnjo, ne dobiš vseh sadov, ni vsega znanja, ni dovolj samo prebrati stvari. In to je tisto, kar se mi zdi, da se mi da dosta podobno, da želiva podajati stvari, ki dajo ljudi v neko izkušnjo. In tam rastejo. Point v izkušnji. Tako. Nekje je, da ti človeku poveš, tako kot se dotaknemo recimo na podcastu tematik, ki jih predelava, da ti razumeš lažje določene zadeve, ampak integracija je ona, ki je ključna, vsaj pri meni vedno bila. Dejstvo. Tudi, ko se bomo pogovarjala zdaj o tematiki, ki je bila itak tako by far, ko sem ljudi vprašal, o čem bi radi, da se pogovarjava na vrhu, je integracija tista, ki naredi spremembo, ne samo sama izkušnja v procesu tega. In ko sem vprašal ljudi, o čem bi radi, da se z Matejom pogovarjava, so bili psihadeliki na vrhu. Zato so se odločili, da bo to danes osrednja tematika malo. Okay. Ker po eni strani se mi zdi, da je to tematika, ki je tabu,
in da je istočasno to tematika, ki jo ljudje ne razumejo dovolj dobro. Po eni strani imaš ljudi, ki pravijo psihedeliki ne, imaš ljudi, ki pravijo psihedeliki ja. Ampak zelo zanimiv pogovor smo začela danes že na džimu, kako lahko oboji to bolj razumejo. In štartil bi ta pogovor o psihedelikih čisto preprosto. Da boš ti povedal kakšno svojo izkušnjo z njimi, pa jaz kakšno z njimi. Okay. Tako da bi gledal Mike, tep, pa te bom kratko vprašal. Na eno izkušnjo smo šli skupaj. San Pedro, meskalin. Kako si jo doživel? Pa kaj to sploh je, da bodo mogoče ljudje razumeli? Okay. Torej, San Pedro, maskulin. To je zelo značilno za indijanska plemena. Oni so to uporabljali za svoje rituale, za svoje poglabljanje zavesti, spoznavanje sebe širše od telesa itd. In ja, ko je ta priložnost bila ponujena meni in tebi, sva itak zgrabila, gremo po izkušnjo, da vidimo, kaj je. Plus dosta drugih ljudi. Se nam koliko ne se bila nešto? 20? Ne, več, 40 po mojem. Res? Ja, je bilo kar. No, izkušnja sama, ljubezen, kaj ne rečem drugače. Ljubezen, spoznavanje tega, kar smo itak v svojem centru vsi, ampak smo malo zgubili skozi življenje, skozi aktivnost, skozi to konstantno delovanje. In tam se samo spomniš, kdo si. In to so psihedeliki na nekih nivojih, ne? Da te pač samo spomnijo, kdo si. Ni zdaj to ne vem kakšna zadeva, ne? Lahko je, če pretiravaš, daleč od tega, ampak ultimativno lupinico po lupinico odmikaš in se spoznavaš globje. Istočasno, če pa neki prizemljeni ravni, ne, je pa ful povezovanje. Ne? Smo se res skupaj dali v neko izkušnjo, šli skozi podobne zadeve, to je tudi ful močno in po taki izkušnji si zbližen dost, ne? To je recimo kot za fante, ne vem, morda kakšna vojska ali kaj tazga, ne? Čez izkušnje lastne govorim, ko sem bil. Pač zdaj sem srečal enega kolega iz vojske, pismo po 10 letih kabrat. To nič ne ono, čudno ali karkolo, kar tu objameš, kje si, solzica tu, tretje. Ne? In take izkušnje pač nas zbližajo na nekih nivojih, če jih skupaj gremo česa. Ne? A pa šport, ne? Isto. Tudi. Če si bil dolgo v eni ekipi, pa tako, ne? Tudi. Srečam folk iz Silverhawksov, pač je nekaj najlepšega tako. Sploh zdaj, ko sem vse bolj umiril sam, pa nimam nobenega pričakovanja, ne se ne rabim delati pred nobenim. Mi je tako še ful bolj pure, tako pismo, res smo imeli lepe čase skupaj. No. Ja. Jaz se spomnim na tem sessionu oziroma na tem dogodku, ko smo šli na kaktuse, ne vem, kako bi temu po domač povedal. Ja. Meni je bilo fascinantno že to, kako je bilo poskrbljeno za nek setting. Ne? Smo imeli prav šotor indijanski, noter je bil ogenj. Ta ogenj ni bil samo zato, da gori, ampak so ga oblikovali s palcami v neke simbole, usmerjali, kam gori. Od zgoraj je bila odprtina, da smo videli zvezde. Ljudje smo sedeli v krogu, šaman je lepo razlagal, kaj se bo dogajalo z nekim takim čudovitim tonom, povedal zgodbe iz njegovega otroštva, kako so s to medicino oni razreševali zadeve doma, ne? Koliko imajo oni kot neko indijansko pleme potlačenih generacijskih travm, ki so jih Američani pač v rezorte trpali in te zadeve vse. Ne? In kaj je to pomenilo tudi za njihovo kulturo in da to zdaj širijo naprej, zato da se ljudje lahko zdravijo. Ja. In zadeva, ki mi je bila tako najbolj bizarna, je bila nič vode ne smeš piti vmes med obredom in to je trajalo 17 ur. Nekaj tasga. Ja, bilo je nekaj tasga. Ja. In že ta prvi del, ko se je to vse začelo dogajati, je bil meni po eni strani zelo neprijeten, ker nisem vedel, kaj pričakovati. Veliko stvari na začetku recimo me je motil, pa so bili tam starši z otroci, ne, pa ena z dojenčkom, ki se je jokil, pa ta mali, ki so sprašvali bedarije vmes, pa to in sem imel konstantno doj, kaj izkušnjo mi boste vzela, ne, jaz se ne moram sprostiti, gor dol tretja. Ne. Takrat se spomnim, jaz bil Nikola, ki mi je rekel, pač sam bod tle, ne obsojati, pač bod z izkušnjo, vse bo tako, kot mora biti. Ne. Sem tako, ok, v redu. Ne.
No in potem se je začeli. In potem smo prvič šli do šamana, po to, pa drugič, pa so vmes igrali glasbo, pa si se malo premikal, pa to. In tako imaš občutek, da ni nič, ne. Pa kar naenkrat začneš čutiti. Tako, ne vem zdaj, je to odvisno, koliko dejansko te stvari opaziš, ampak jaz sem opazil v drugih ljudeh nekaj, kar mi je vzbudil strah. In prvo, kar je bilo, je bil model, a se spomniš, ki ga je malo odpeljal, ki je začel čist po svoje, ne? On je bil čist noter. No in jaz avtomatsko sem eno klop, ošit, njemu se je strgal, zdaj se bo tudi tep, nikoli več ne bo isto, začne plest. No in v tistem trenutku, ne vem odkje, se je spomnil mantre od šamana, ki je rekel, smile at the medicine and the medicine will smile back. Ne? No in jaz rečem, ok, v redu. Se pravi malo nasmejati, malo sprostiti in res popušča ta strah, malo gre. No in pol si predstavljam njega, da sem to v bistvu jaz. In sem v glavi svoji poslal sam ljubezen pa sočutje na drugo stran sobe. A ne? In v tistem trenutku sem se jaz počutil fenomenalno. In začel sem res čutiti pač telo. A ne? Zelo se mi je zdelo, da je bilo na taki fizični ravni ta izkušnja. A ne? In dejansko so samo moje misli bile tiste, ki so me vlekle stran iz izkušnje in mi ustvarjale strahove, ki niso bili povezani z unim trenutkom. Tako, točno to. Ja, in sem mogel iti čez ogromno enega spuščanja, pa ne vem, se je to samo stopnjevalo. Pol tam ene tretjič, četrtič, ki sem šel po uno, je pa začel čist težko je opisati, no? Ampak nikoli v lifeu se nisem toliko zavedel sebe v telesu in tudi pustil telesu, da je malo delo po svoje. Spomnim se, da mi je roko začel tresti, pa je pol bolj lažji, pa na hrbet sem se ulegel, pa sem se probal sprostiti in je mi začel noter po, ne vem, črevesji organih začel delati kaj da bi se sproščal nekaj. In sem bil tako, wow. Na koncu je itak sledil en glasen prdec, ampak si spustil. Ja, in pol še na koncu sauna. Greš noter, uro pa pol, koliko je bil sauna? Ja, eno urco pa pol, sigurno. In glasbila noter poješ, zahvaljuješ se mati zemlji, greš malo v to, svoje prednike greš zdraviti in se ti zgodbe v glavi rišejo. Ne veš, kje jih vidiš, ampak kar obstajajo. In meni je bilo to nekaj neverjetnega in sem si ful hvaležen, da sem spet poslušal sebe in si pustil biti del te izkušnje. In ne iti noter z nekimi pričakovanji ali pa obsojanjem, ker so mi ga drugi dajali v glavo. Kaj si pustil biti? Svoboden, ok. Torej, moj vidik vsega tega, ne, je pa tako, nekako pustiš si nazaj biti življenje. Ne? Ker toliko se zasidremo v ta ki seka tukaj zdaj, kako si povedal, bil si tudi v trenutku. Ne? Ne želi biti v trenutku. Vedno je neki, ne, to so že prejšnjo epizodo se pogovarjala, ali neki, ki ni v redu, bi drugače, ali bi neki raje tako. Ne more sprejeti trenutka. Ne more biti, samo biti v trenutku. In tako se ločuješ od tega, kar je. Torej, ločuješ se kao od življenja. Nisi ločen od življenja, ti si življenje samo. In ko enkrat dovolj to dojameš in se vse te blokade, bodi si v telesu, bodi si v glavi, bodi si v ekspresiji telesa, karkoli sprostijo, lahko pride življenje nazaj. Saj, če pogledaš otroka, zakaj jih kar stopimo se, ko ga vidimo? Zato, ker je poln življenja, ker on je življenje še vedno. On si ne začne deliti življenje na neke zadeve, na neke škatlice, na neke dogodke ali karkoli. To bi se rad v bistvu še dotaknil čistko. Ful mi bilo fascinantno, sem spoznal enega fanta in mi reče, ful dober podcast, tu na tretje, ampak zdaj, ko te vidim, ti si čist drugačen kot na podcastu. Na podcastu si bil tak stoičen, resen, bum, kle se smejiš, se zabavaš, tu na tretje, ne? In ker sem mu želel podati nazaj, sam to, vidiš, kako deluje, ne? Hitro v škatlico, hitro nekaj opredeliti, tako je, ne pustiš več, da stvari so malo spontane, malo radovedne, si dovoli, da dejansko sprejeti to, da nimaš pojma. Nimaš pojma, kaj je life. Nič ne veš. Misliš, da veš.
In kle si omejuješ to lepo izkušnjo življenja. Banalno izkušnjo, ko gre lahko požere kvinčka ali pa en pogovor s prijateljem, že seciraš na karkoli. In to ti da ta medicina, tako kot si lepo povedal, si lahko malo bolj več videl, kaj ta dela. Kako ti ne dovoli samo biti, kako ti dela že razliko med tabo pa nekom drugim. In potem te nauči, to si sam ti na drugi strani. In pride ljubezen. Se ne ločuješ več. Si spet to eno, skupaj. In to je čudovito. In potem še zmamo naravo lepo, od vode do ognja, do vsega, da se nazaj nekako povežeš z vsem, kar je. Nisi ločen. Tako da meni je to največ dalo, recimo, na ta način. Mislim, sploh zaključek, veš, pa mogoče še ena zgodba pred tem, ko sem se jo spomnil. Spomniš une punce, ki je enkrat vmes začela šamanu govoriti. Ful dober igralec. Tako je vse pač izmišljotina. Kako je to energijo v prostoru šiftala in kako je kar naenkrat vseh bilo strah. No in pri njej sem jaz naredil isto v tistem trenutku. Spomniš tega? Spomniš še zunaj pol na travniku. Stari, jaz sem hotel sam stran. Jaz sem hotel samo stran od te ženske in stari naslednje 2 ure, kamorkoli sem šel, zraven mene. In sem bil tako, kaj se dogaja, jaz hočem stran, slabo energijo mi daje, izkušnjo mi kvar. No in pol v enem trenutku, ko smo bili odzunaj, ko je bila pauzica, kao da si šel v zrak, jaz sedim in ona se usede zraven mene. In jaz njo pogledam in rečem, ne vem, čez kaj zdaj greš, ampak čisto vse bo v redu. In ona je mene pogledala, nič ni rekla, samo solze so si ulile. In jaz, ki sem dal njej roko na hrbet, sem rekel, sam daj ven, meni desna roka začne plesati po svoje, stare, jaz gledam, kva je to, sem rekel, dobro, pusta, nekaj se dogaja. In tistega trenutka naprej ženska spet nazaj v taki lepi energiji, s svojim tipom je bila tam, sem videl pol, sta se tam objemala, si govorila stvari, se imela rada in teda. In sem bil tako, dej ne me jebat, stari. Zakaj skozi hodila za mano? Kada je vedela, da ne vem, bo prišel ven. Pa tudi, ko zdaj razlagam, sem tako randoma. Ni random, to je fora, ni random. Ker se ti pravim, večplastnost življenja smo pozabili. Ful smo se pač omejili na določene zadeve in ne verjamemo več v to, da je vse tako, kot mora biti. Življenje je vedno narejeno točno tako, kot mora biti. Vsak trenutek, vsaka interakcija, vsako spoznanstvo, vsak pogovor, vsak partner, vsak starš, ki ga imaš skozi več življenja ali karkoli. Vse je popolnost in ni na ključi. In ona je rabila priti do tebe, je rabila to slišati, ti si rabil to narediti, da si morda na neki točki si razgradil, morda malo, res lahko jaz človeka samo dotaknem se, nek se mi roka trese, pošiljem neko ljubezen in on se boljš počuti. Kdo to verjame? Noben. To je what the fuck, ti dej peljte jih polje ali kaj ti zdaj kaj. Štekaš, ne? Ampak ko enkrat to doživiš, se ti spet en nivo tega kontejnerja, v katerega smo se dali, malo razdrobi. In spet, pismo, življenje je ful lepo, je magično spet, je neka radovednost se spet prebudi v tebi, ne? Ker dejstvo je, da smo večplastna bitja in skozi razne izkušnje, bodi si neke globoke meditacije, psihedelike, near death experience, smrt starša, kaj ti zdaj kaj, se odpre. Koliko ljudi meni pride, pismo imajo 40, 45, 50, zgodil se mi je to pa to, bum, nek se mi je odprlo in zdaj čutim nekaj, da me kliče v te vode, da hočem malo globje se spoznati, da hočem sploh vedeti, kdo sem. In to je naraven proces, ki se dogaja, enim se prej, enim se kasnej, ampak prej ali slej se ta materija, znanost, predalčkanje vsakmu zruši. Lahko si znanstvenik do en Huberman hipotetično, prej ali slej. Sam glej, že zdaj prvi korak, ko si lih pri psihedelikih, ko so te tematiki. Par mesecev nazaj, pol leta nazaj on temu govoril, zdaj pa že, fuck, mora pa, nek na temu, tu se odpira. Ker kolektivno se nekako dviga ta zavest. Moramo se vrniti nazaj, moramo dojeti, nismo ločeni od zemlje. Ni to nekaj, kar, ne vem, bomo mi si zase koristili.
Mi smo del tega, mi smo eno s tem planetom, s tem vesoljem, s tem univerzom, s vsemi galaksijami, z vsem. In dojeti, da tako, kot bomo do sebe, znotraj sebe, prvo, bomo tudi ven. In zdaj, kam je še so te poplave, pa se te nesreče, pa ne vem, kaj je to naključje. In to ni nobeno naključje. Treba se zbuditi, treba dojeti. To je samo odraz naše notranje energije, notranjega stanja. Tako, ko bomo mi, tako bo Zemlja. Simple. Wow. To je skoraj toliko zdajle bilo resnično, ne vem, kako bi temu rekel. Pač to, kar razumem, pa si hotel povedati. In me sam pele nazaj tako v glavi čez stvari, ki so se recimo meni zgodile povezavi s tabo, kakorkoli, ki so mi dejansko to odpirale in koliko se mi zdaj več lepših stvari dogaja, kot včasih. Ker imam sebe to krajše. Točno to. In mislim, da v tistem trenutku, ko sem govoril to zgodbo s to punco, da od tistega trenutka dalje je bilo meni toliko lažje in sem toliko bolj bil noter lahko še v izkušnji. In tudi na savna na koncu, ko prideš ven, vodo. Ker sem jaz prišel ven, sonce je bil že gor, mislim, lih vzhajal je. Jaz, ko sem pogledal sonce, meni so se solze tako ulile. In jaz od tistega trenutka do po moje še 3 ure nisem nehal jokati. Od hvaležnosti, od sreče. Jaz sem mislil na mami, jaz sem mislil na Ano. Jaz sem bil tako, kvaj jaz imam, stari, pa si ti hecaš. Kakšno ljubezen imam okoli sebe, koliko lahko dam, pa tebe pomislil, pa še, ko sem se dan fura, se spomniš, kaj je video. Jaz sem se jokal celo pot. In fucked up moment, tam, ko smo bili, je bila neka nesreča na ta glavni cesti in mene je pelal čez Brda. Škje sem prišel ven? Na pokopališču na Rakitni, kjer sta pokopana moja babica pa dedek. Na ključe. In sem jaz tako shit. Mislim, sam ustavil, sem šel ven do groba, sem stal nad grobom, naprej jokal od sreče in sem tako, to delam tudi za vas. Točno to. Ker v izkušnji se mi je pa babi pokazala, ka me je pestvala. Veš, ker smo imeli pesmi noter v Tamaskalu, ko se je za prednike rešval travmo. Za naše prednike sem njo videl. Ja, kako me je držala v rokah in kako je bila v tistem trenutku nekako srečna pa ponosna. Ja. In tega sem se spomnil pol tam in sem bil sam tako. Ni bilo žalosti, ni bilo jeze, tega nesprejemanja. Bilo je samo tako, vse v redu, še kar sta v meni. Jaz sem zdaj, da vas častim naprej, da rešimo za nazaj, da rešimo za naprej. In to je nekaj, kar je meni dala ta izkušnja. To zavedanje ni bilo, da sem jaz zdaj tam šel triperat, pa gledal zvezdice, pa ne vem kva vse, unikorne pa to. Ne, jaz sem se najdel tam noter, bistvo, ljubezen sem začutil in to je iz mene vam pohtel pol še 3-4 dni. Globine sebe si šel spoznati, tako kot sem na začetku povedal. Dojeti, da energija, duša, kakorkoli želiš temu povedati, babice je še vedno nekje, še vedno je v tebi, ker ti si tudi to, si večplastnost vsega in je v redu. Veš, ni več tega strahu v zadju, ker ultimativno, ko se rodimo, konc koncev, je okoli smrti nek tabu, je nek strah, je neko... Evo ga, dober dan. Čau. Ker ne easy. Znaš, bom izkoristil za en požirček. Zanimiv je, ko gledaš na te izkušnje. Potem, ko jo imaš veliko drugače, kot preden si šel, ampak v obeh primerih se počutiš, kot da veš. Ampak enkrat si dejansko doživel, enkrat pa nisi. In to je to. Ko so se prej pogovarjali, imeti izkušnjo, a pa samo misliti, da veš. To je ta razlika. In začne se itak z nekim umskim sprejemanjem določenih informacij, slišiš, prebereš kakšno knjigo, karkoli. To je pač prva stopnja. Prva stopnja, ampak misli si, da lahko to z glavo dojameš, pa z mislimi ne gre. Ni dovolj. Druga stopnja je to.
da prideš v telo, da prideš v energije, da prideš v določene vizije, da čutiš, kako to rezonira, da čutiš, kako ti lažje rata. Ne? In posledično potem si pač se nekako na neki točki osvobodil določenih ujetih vzorcev. Ne? Ker da se vrne nazaj, prej smo imeli lep obisk. Torej, mi se rodimo in okoli smrti hipotetično ena taka stigma. Ne vem, ti odmre prvi dedek recimo, ali pa babica, ko si otrok. Vsi jočejo, vsi so žalostni, grejo na pogreb, se naredi taka drama okoli tega, da v bistvu na nekih nivojih ti travma ustvari. Ne? Že takrat misliš, ok, minljivo je, ne obstajam več, kar se tega tiče. Ne? Smrt, konc. In je strah. In se vrtiš okoli tega strahu in vedno, ko nekdo umre, je neka globoka žalost in razočaranje in ne vem kva še vse. In ena banalna, ful čudovito, en človek, ne vem, če boš kdaj pogledal, Matijas De Stefano, ima odprte spomine prejšnjih življenj, Kar, vzel ti je, ne boš več. Da bi nazaj. Ja, Matijas De Stefano, to se spomne prejšnjih življenj, Atlantida, pa te zadeve, ni pa. Še meni je bilo to sprva tako, da ne prbiji. Ker nisem še toliko odprl določenih zadev. In sem hotel potrdila. No in potem je on govoril o tem Atlantisu, kje je bil, kako je bil, kaj so vdelili itd. In so šli to preveriti. Ne? In to je ono, ko sem na začetku povedal, jaz imam vedno rad obe plati. Ne bom kar verjel slepo vse, ne bom pa se čist zaprl. Ne? In grem malo, kakšne stvari grem preveriti, kakšne itak zaradi lastnih izkušenj točno vem, da je resnica. No in v tem primeru sem malo pozval in to, kar je on govoril, so vse potrdili. In potem je razlagal rituale, kako je bilo. Pri njih, ko si se rodil, se je že častilo smrt. Wow. To je bilo nekaj najlepšega. To je bilo odrešenje. To je bilo najboljša stvar, ki se ti lahko zgodi. Okoli smrti so oni žurke delili, praznovali itd. In ti od samega začetka si dojemil, to je neka umestna točka, prišel si po določene izkušnje in ko greš, najboljš. In ko je nekdo umiril, so lepo ga dali na mizo, okrasili vse, barve, žurka, družina, prišla prijatelji, so prišli plesali, častili to kratko življenje in manifestacije te duše v neko fizično obliko in so pač proslavili to življenje in so bili srečni in so ga spodbujali, pet naprej. Prišel je vrač njihov, dal mu je nek psihadelik, takrat itak ne vemo, kaj to bilo, najbrž kakšne gobe, kaj te zvem, da je bila tranzicija v druge dimenzije lepša in to je bilo to. In je rekel, čist nek normalnega. Nič tazga. Veš, mi smo pa toliko ujeti glede tega, da je, o moj bog, ne vem kaj. Ja, pa navezanost, ne? Navezanost, strah, da ko nekdo gre, da ga res, ampak strah, ko nekdo gre, da res gre. Veš, ampak si sam videl v lastni izkušnji, babica še vedno nekje je, še vedno jo čutiš, še vedno obstaja. Štekaš. Stari, za fotra se mi je zgodilo to, kar mi je Žbe pokazal prvi video od miniserije in sem ga gledal. In takrat sem prvič nekako govoril o teh svojih izkušnjah, pa z biznisom pa to. In jaz začnem jokati. Spomniš? Meni začnejo solze teči, in jaz pustim. In v bistvu v tistem trenutku začutim, da čez mene joče moj oče od ponosa. In sem rekel, stari, ne vem, kako me zaradi tega gledal, ampak pač tako se počutim, to čutim. In to, kar si zdaj govoril, to proslavljanje smrti, toliko smo se programirali v neka nedotakljiva bitja, da smrt predstavlja celo poraz, konec, tam ni povratka. Tako, namesto pa začetek nekaj novega. Daj mi povej, stari moj, kva ti misliš, da se zgodi, ko umrem? Ok, no zdaj se lahko vrnemo malo na izkušnje z določenimi psihadeliki. Kjer psihadelik ti je pokazal najboljš, kako naj bi izgledala smrt? V bistvu, ok. Torej, bi rekel, da sem imel 3 izkušnje tega. Ena je bila s psihadeliki, 2krat z meditacijo, ampak tista prva s 5-meo DMT, bufo. Tako, bufo. Tiste je bilo, bi rekel, največji približek temu, ker preprosto to je bila tudi zgodba. Torej, koliko sem bil star? 28. Pridem jaz tja, misleč, da prvo kot prvo nisem sploh vedel, da bo bufo. Jaz sem mislil, da bo neka druga. En šaman pride, dobim kontakt, ok, pridem tja, se usedem lepo
On meni objasnjuje nekaj in jaz sem malo bolj trpežen, sram malo večje doze, da sploh začutim kaj. Ker neki, on me gleda tako, veš, koliko to briljantno, takna inteligenca, to se sploh ne moramo predstavljati. Človek te sam pogleda in v tišini, nič ne reče. In 10 sekund te gleda, ok, začuti. Ne znam ti drugače povedati, začuti. Mi naštima lepo, jaz to vzamem, skadiš, ne? Torej, 10 sekund nekako vlečeš in držiš 10 sekund. Prvo sekundo, ko ti držiš, je že, začne se že vse majati, čutiš to raketo, ki se lepo nekako sproža, ampak feeling je recimo, tako kot bi te na fračo dal, tako malo po malo nateguješ, duš nateguje, ne vem kaj nateguje, zamižiš in kot on reče, sam spusti, vse zgine. Vse, pač ne čutiš več telesa, ne obstaja več nobene materije, samo neka taka ogromna, kle zdaj besede res nimajo dometa za to, ampak bom probal, kolikor se le da, neka taka vibracija in sam občutek, da si. Sam obstaješ. Kje si? Si. Ni lokacije, ni imena, ni nič, kar bi to lahko dal en kontejnerček. Veš, da lahko omejiš na neki, sam si. Misli? Ni. Si. In v enem trenutku nekako to nazaj, odpreš oči, ne veš nič. Jaz sem gledal roko po mojenih 10 sekund in šele z zamikom, roka, in potem sem začel, ko en download. Roka, Matej, planet Zemlja, družina, to, prijatelji, in sam solze, hvaležnost za to izkušnjo, za življenje, za materijo, za obstoj, takšen in drugačen, res toliko hvaležnosti za življenje, da ne znam ti opisati. To mi je bila kako pleskavica, res, kako pleskavica. Čist perspektiva vsega se mi je v tistem trenutku sam shiftala. Ne znam ti drugače povedati. To je bilo, ne morem dati besede, ne moreš opisati. Tokrat sem to zgodbo že povedal, da očitno je solz zmanjkalo, ampak prej, ko sem to govoril, sem teklo iz mene, res. Čudovita izkušnja, dojemenje globoko in bi rekel, najverjetneje je to izkušnja smrti na nek način. Zato, ker tudi s tem šamana sem se pol pogovarjal, on je tako to širil med ljudi in tudi družino svojo, ne? In je bil z mamo svojo, ko je umirala, ne? Torej ona predtem je itak večkrat vzela ta bufo. In ko je umirala, mu je dostkrat vmes povedala, isto. Nič drugače kot bufo. In ko šla, on je rekel, ok, to je to. Ne znam drugače povedati. Verjamem pa, da so vmesne stopnje do tega. A ne? Če gledaš iz nekih budističnih, globokih monkov, meditatorjev itd., je pri njih tako, imaš samsaro in potem imaš osvoboditev samsare. Samsara pomeni reinkarnacije, oblike, ne? Da verjameš, da si drugo, da verjameš, da si to, kar vidiš kot zavest. Bodi si duše, bodi si druge planete, bodi si entitete, ne? In to je neka dualnost še vedno. In baje, da res peščica duš se je osvobodila od tega. In to je po moje tisto, kar ti bufo pokaže, ko si osvobojen samsare, ker ni več oblik. Ker večina s psihadeliko se veš, ne, torej San Pedro itd., če ti zapreš, so kakšne barve, so kakšne dimenzije, vidiš entitete ali karkoli, vedno je neka dualnost. Pri bufotu tega ni. Pri bufotu je samo sesacija, tišina. A zato rečejo temu the God molecule? Točno to. Spirit molecule, God molecule. Ne? God je oneness. Ni object, subject, ne. Tako, ko ga predstavlja neko krščanstvo, recimo, ne. Tudi, recimo Boga oni dajo izven tebe, ne. Ločeno je od nečesa. Ti njemu v bistvu služiš. Pustimo religijo, ne bi se tja zahajal. Nima smisla stvari. Ne bom rekel, lej, določena sveti zapisi so čisto v redu in so čisto iztirjeni. Jaz bi rekel tako, tisti, ko je ustvaril to, ko je želel deliti to, je imel globoke uvide, je imel globoke izkušnje tega, kar se zdaj malo pogovarjava. Ampak to dati človeku, ki ni imel te izkušnje, pa umsko poskuša to dojeti, bo iztirjeno, bo prilagojeno in na koncu morda celo izrabljeno za določeno moč pa obvladovanje. Exactly. Tako da
Ni približno ne blatim Biblije, pa teh svetih zapisov, hvala Bogu, ampak vem, da nivo zavesti poprečnih ljudi, poprečnih onrekovaju, za zemeljsko raven, ni še tam, da bi take stvari res globoko lahko dajo brez neke izkušnje. Zato je meni osebno, če že gledamo neke religije, pa ni lih religije, ampak kaj da rečemo, je pač budizem najboljši. Ker te zvedno spodbuja, pojdi vase, spoznaj se, da vidiš, kdo si, da dojameš, kdo si. Ne verjeti, kar ti nekdo zunaj govori. Sam dojami. In to je to. In veliki mojstri v bistvu samo obračajo človeka not. In on sam sebe spozna. Ne, da mu nekdo drugi reče, kaj je, pa kdo je. In kako mora in kako ne sme. 10 zakramentov, tega se drži. A ne? Wow. Na ta način. Tako da res so čudovite izkušnje, globoke. Kaj pa tako, glede na moč te substance, dobijo jo iz žabjega strupa, ne? Krstače, ja. Krstačec. Mislim, neka žaba tam v Amazonu. Pač neka, ja. To, če nekdo razmišlja, da bi to vzel, je verjetno pametno, da to narediš s šamanom. Vsaka stvar. Vsak psihadelik, ni važno, bodi si neki v normalnih dozih milega, kot kar so gobe, ali pa tudi trava konc koncev, ali pa ne vem kaj, se danes vse podaja okoli, ne sami tega delati. Ker prvo kot prvo zelo težko dobiš neko globoko izkušnjo, takšno recimo, kot smo ti San Pedro ali pa jaz. Istočasno, kolikor je fajn in lahko res življenje odpre na neke druge nivoje, lahko je tudi ful težko. Zato, ker na nekih nivojih to samo odpreš svoj podzavest. Res globoko. Zdaj, eni so malo bolj prečiščeni, lahko pridejo malo globje v določene zadeve, vizije, drugi so na nekih, ne vem, nivojih travm še vedno, ne. Ampak ključno je dojeti, da karkoli se tam not dokažejo, tu bi rad podal za ljudi, ki to prakticirajo, da boste dojeli. Ni važno, kakšne vizije imate, ni važno, kakšne entitete pridejo, ni važno, kakšni strahovi, ne vem, kaj se pojavljajo s tam noter. Dajte poskušati dojeti, da na nekih nivojih je to samo vaša podzavest, ki ne zna komunicirati z besedami, vam ne zna lepo objasniti, tako kot ste budni in prisebni, ampak komunicira s simboli. Simbolično, tako kot v sanjah. Sanje niso jasne, so kar neki, ampak to je podzavest, ki nekaj hoče povedati. In znotraj psihedelične izkušnje ni dosti drugače. Torej, večinokrat, ko nekaj pride težkega, hudega, je samo neko potlačeno čustvo iz preteklosti, bodi si iz otroštva, bodi si morda celo generacijsko, ki vam želi nekaj pokazati in povedati. In ogromnokrat se ustrašimo tega in potem rata sem še huje. In tako, ko si sam povedal, kakšenkoli strah si imel na San Pedro, če si šel noter, se je razblinilo. Se je razgradilo, je prišlo neko dojemanje v zadju. Ampak včasih je fajn, da je nekdo zdraven, ki te lahko malo usmeri ali pa malo pomaga, da se lažje soočaš s tem. Ne, ker če samo vzameš preveliko dozo, že poglejmo samo nek normalen kolektivno stanje moškega, ki se boji jokati, ker to ni sprejeto, ni dobro, nisi dec, če jočeš. In se boji jokati. Zdaj pa se predstavlja, da on vzame 4 grame, pa mu tam neke, ne vem, kakšne zadeve odpre, da mu da to ven, da lahko joče, on pa ne razume, kaj mu hoče povedati. In se blokira tega in ti smo sam rasejo, ne vem, kakšne izkušnje in vse skupaj. Spet dela blokade, spet varuje tebe pred to izkušnjo, da pač ne prebiješ teh obrambnih mehanizmov. Ne? Tako. Ja. Tako, na ta način. Ni dosti drugače. Zato pravim, super imeti izkušnjo, res vodeno in pod nekim strokovnim nadzorom, hvala Bogu. Istočasno pa lahko je zelo podobna, ali pa še bolj lažje zaintegrirati skozi neko meditacijo, skozi nek pogovor, skozi neke globoke procese s človekom. Ne? Tako da oboje je možno. Tako kot sem rekel, sem z Bufotom doživel tisto, kar sem doživel in sem tudi 2-krat v meditaciji. Totalno razgradnja vsega, kar je in cesacija vsega. Sam si. Ja. Jaz recimo sem z gobami imel 2 čist drugačne izkušnje. Ena je bila, kako sem bil star, ne vem, 20 po moje, še manj, ne, 20, ja, ne, malo več. Tam nek, smo vzeli pač, ne vem, kako se je takrat, 1 gram ali neki,
In to so bile, narava je bila čudovita, barve, smejali smo se, itd. Gor dol tretje. Ker sem šel pa na voden trip, let pa pol nazaj, nekaj tazga po moja, pa 2, je bila pa moja izkušnja čist drugačna, ker me je nekdo čez to pelil in sem res šel se soočiti z nekimi zadevami, ker sem jih tam noter videl. Spet ne videl, neke simbole sem opazil. Kača, zemlja, ki se je usuvala name, lobanje s kronami gor, ki mi mene letijo, reka, risala se mi je narava, gost, še musko sem imel, te noise cancelling slušalke in me je pelala čez to izkušnjo. Pol v eni točki strah, kot da bi se mi en demon prikazal tam, pa mi rekel, Miško, zdaj se pa greva. Zdaj boš pa ti meni pokazal. A res hočeš premagati te stvari, ali boš spet zbežal? No, in v tisti situaciji pač jaz prvič sem šel ven, sem rekel, to je, jaz ne vem, kva se dogaja, ampak jaz imam občutek, da nisem prav naredil, spet se mi je vklopil ta dvoma. No, in v tistem je človek, ki me je vodil, en, ki mu res zaupam svoj life, rekel, ta dvom, Jure, je ta dvom tvoj. In sem jaz dojel, da v bistvu to vse bilo sam programiran vame. Od prednikov, ki so me hoteli zaščititi, ki me še zdaj ščitijo v nekih energijah, ki niso tega nikoli sprejela. No, in ko sem jaz rekel, ne, ta dvom je bil v mene dan, je mene odprl in sem se jokal, kot mevžica, stare 10 minut po moje skupaj. In potem sem šel nazaj in sem šel še globlje noter v izkušnjo lahko. In so se mi začele risati stvari o underdogu, o tem, kje moram biti, da sem jaz prišel sem zato, da se lahko na novo rodim, da lahko ratam tista oseba, ki mi zdaj v tem trenutku služi, da moram narediti prostor za nekega drugega. In če to hočem, da se zgodi, mora ena verzija mene umreti. Tako, dvomljiva verzija. In kako umreš? Tako, da spustiš. In jaz sem v tistem trenutku spustil. In spet, ko sem prišel ven, hvaležnost in samo v glavi, čas je, da rataš fotor, čas je, da rataš vodja, čas je, da rataš odgovoren za svoj biznis, In integracija potem, na točki, kjer sem zdaj, pa pogledam nazaj, jaz sem to tam vse videl. Jaz sem videl, da bom dobil punčko. Ampak jaz sem v tisti situaciji videl samo roza dekco in nek zmazek noter. In mene je bilo strah, a bo kaj narobe, gor dol tretje. Ampak, ker sem jaz dobil, ker mi je Ana prinesla domov, ker je prišla od ginekologinje prvo sliko, 3D, sem jaz rekel, oh my fucking god, jaz sem točno to videl. A se spomniš? Ja, prav, jaz mi razlagam. Ja, v nulo si vedel. In ta izkušnja, ta druga, je meni dala vedeti, da v gobah obstaja ena velika moč, ki lahko pomaga. Kako so tvoje izkušnje s to substanco izgledale, s tem psihadelicijem? Ok. Včasih tako, sploh nekako ne veš, da si ujet. Ne veš sploh, zdi se ti, da je vse good, da je vse v redu. Ne veš, pač ne veš. In pri meni je bilo tako, da imel sem enega cimra, kolega Car, legenda, in on je bil odprt za te zadeve že takrat. In jaz ne vem, kaj je bilo to. Jaz sploh ne spomnim se, kako je bilo. Jaz sem prišel enkrat domov in sem rekel, stari, jaz bi enkrat prav te gove, ko mi je on že parkrat to povedal. In on tako, ja, cool, se jih imam prodalo. In jaz sem, ja, dej, ajde. In on da 2 grama. Vzamem jaz tiste 2 grama in mi dva itak ne veš nič o settingu, nič ne veš. Lepo sediva, drugač ne svetujem nobenemu tega, sediva, igrava mi dva poker. Poker in jaz sem lačen, zaznort in jaz sem, da ja, bo to, kdaj to primilo. Tako, ja, čak še malo, še pol urce, igra pol urce mimo, nič. Ok, 1 urca mimo, nič, 2 urce mimo, sem gledaj stari, jaz moram jest, pismo, ne. Grem jest in nič mi ni primilo. Torej, moj je bil tako močen, to sem pol retrospektivno dojel, da sem pojel, da je pojel 2 grama, da niti malo nisem začutil. Toliko sem bil odtujen od svojega telesa in od nekih globih nivojev zavesti, da ni moglo iti čez.
In ok, jaz mu rečem, da je zrihti več naslednjič. Ok. Zrihti on 3 grame. 3 tedne kasneje. In takrat, ne vem, hvala božanstvu samemu, sem ležal na posli, sva ležala na posli, sva skupaj vzela. In dam jaz frence. Gledava mi 2 frence. Pojemo, gledamo frence. In te dal nek good mood. Vse veš, smešni so, cool so, Joey, tak legenda. In čutim v enem trenutku tako, wow, nekaj vse mehko ratuje. Tako, what the hell? In sem tako zadnji trenutek mi uspet tako na televiziji premakniti in dam na YouTube in neko meditativno muziko. Pok. In sam padem not, mižim in sam tako en tunel lepo odpre, v barve, potujem čez in identična vprašanja, škok neverjetno, identična vprašanja, kot kadar sem bil 3 ali 4 leta star, tam nekje vmes. Se prav spomnim, enkrat kot otrok sem mižal, en tunel sem videl in sem se spraševal, kaj je sploh življenje, kaj je smrt, kako lahko sploh umreš, kako lahko sploh zgineš, kako te lahko ni več. In ta ista vprašanja, ista, ampak to globje dojemanje vsega in mi sam lepo nekaj kazalo, odpiralo, dum, čutil, lahkotnost, ljubezen, vse. Potem pa ko en uvink lepo, pa samo mama, emocije, čustva, joku po moje kaj pa 10 letih, sploh nisem vedel. Joku, prav dobesedno, kot da bi nazaj lahko čutil. Ne znam ti drugače povedati, ker nisem sploh vedel, da nisem bil zmožen čutiti, da sem nekje na poti svoji to zgubil. Bilo je kut, dogajalo se je, imel sem se fajn, ampak nisem čutil. In tam sem nazaj čutil. In je bilo čudovito in sem jokal in sem dojemal in sem čutil vse, zavijal brata, isto, zavijal mamo, isto, oziroma očeta. Vse mi je odpiralo, vse take stvari, ki sploh ne veš, da jih imaš v sebi. Ker je toliko potlačeno in toliko prikrito in toliko z nekimi aktivnostmi, kako si aktiven, da nikoli ne priješ do tega. Tam pa ne moreš, tam te uleže in greš v to. In je bilo čudovito, res težko dam besede, ampak magično. Prijem malo ven, kolega tudi v svojem procesu se smejiva, se poveževa, si poveva take stvari, ki se niso v lifeu, tako res lepo. Po se nam zabavava tu, na 6 ur je trajalo. In jaz zaključim to. In mene sam tako, what the hell just happened? In me to knot potegnilo, da pol sem začel fulbrati o temu, raziskovati, torej da dodam še zdaj drugo plat tukaj za malo bolj prizemljeno. Danes je zelo težko temu reči nek tabu ali pa neka droga, ki te lahko uniči ali pa karkoli v tej smeri, ker je toliko znanosti v zadju, toliko so naredili John Hopkinsi, pa pričajo raznih ljudi za depresije, za PTSD, za neko osvobajanje, da ne moramo več to gledati na ta način. Počasi treba spustiti to stigmo iz 60-ih, da je to ne vem kaj, da se ti bo znorelo ali karkoli, še vedno z nekim globokim spoštovanjem do te medicine, definitivno, ampak ta strah mora se stopiti. Ker to je neko orodje, ki je bilo odvedno z nami, odvedno. Če pogledamo vse generacije oziroma civilizacije za nazaj, Egipčani, Indijanci, Indijci, vsi so imeli, Vikingi, vsi so te medicine imeli za poglabljanje zavesti. Zdaj, zakaj je to nelegalno bilo za določeno obdobje? Ni toliko pomembno, mogoče je bila v zadnji neka politična sfera, mogoče so ljudje to zelo neodgovorno jemali, pa ogrožali druge, predstavljali si, da to popaš vase, pa greš avtovoz. Je nevarno, definitivno. Tako da nima veze, kaj bil razlog, ampak z nekim spoštovanjem, da dojemanje, kaj to naredi, verjamem, da lahko v prihodnosti to rata čist nekaj dosegljivega vsakemu, ker je zdravilno, ker je zdravi, dejstvo je. Jaz zase lahko iz lastne izkušnje povem, da sem s pomočjo psihedelikov in ogromno integracije, tako kot si rekel, še enkrat, ogromno integracije in dela na sebi in učenja in meditiranja vsega, si dobesedno spremenil življenje. Dobesedno. In tudi, ker sem da jaz vprašal, kako me vidiš drugače zdaj, recimo, kaj misliš, da je meni to prinesel, si mi rekel, spomniš, kaj si mi rekel? Spomni me, ker zdaj bom sigurno kaj drugega rekel. Rekel si mi, meni se zdi, da te je ogromno manj strah. Ja. In to je res. In to, kar so tudi meni dali psihedeliki, so mi dali priložnost,
da sem v nekem varnem okolju zaupal, da to je medicina in da to ni nekaj, kar je prepovedano, tabu, nore gobe, ki govorijo pa to. In jaz sem mogel že v tisti situaciji, da sem si sploh upal probati. Jaz sem rabil po moje 1 let pa pol, da sem to naredil takrat. Da sem šel na to medicino, izkušnjo. Torej več tebe je, ne? Če tako poveš, več tebe je, ker strah nisi ti. Strah nisi ti, ne? Sorry. Ne, strah obstaja v prihodnosti pa v preteklosti, v trenutku nikoli. Tako. Nikoli. Tako. In me je naučil biti v trenutku. In to je bila tudi moja novoletna zaobljuba. In tudi, ko sem microdosal, vsakič, ko sem vzel, sem dal nek namen. Sem rekel, pomagaj mi biti v trenutku. Spomni me, ko odplavam, kje sem. In tudi namen je en velik del tega, ne? Če ti to vzameš, oziroma da mi povej, kako ti vidiš pomembnost namena, ko greš na seanso s psihedeliki, recimo. Bi rekel, da morda na začetku definitivno je fajn, da imaš nek namen. Čez čas pa sem opazil, da vedno itak dobiš tisto, kar rabiš. Dejstvo je. So tudi primeri ljudi, ki smo se pogovarjali, so imeli namen, pa so dobili čist nekaj drugega, pa je bilo to tisto, kar so rabili. Štekaš, tako da bi rekel na koncu, namen je še vedno mičken na začetku, je prav, da je daleč od tega. Ampak na začetku še zmeraj to malo pogojeno z nekim strahom. Torej, jaz hočem to dobiti, da sem počutil malo bolj varnega. Ta namen rabim, da sem malo bolj, ko enkrat ti zaupaš življenju nasplošno, se to te uči, medicina sama, da zaupaš nazaj življenju, da ti bo dalo točno tisto, kar potrebuješ. Včasih bo morda ena frca, drugič bo ogromno obilja, ampak sprejel boš oboje. In isto je s temi izkušnjami. In greš not preprosto odprt. Tako da za moje pojme, ko imaš že malo izkušenj, če se že to prakticiraš, ne rabiš več namenov. Ne potrebuješ. Samo greš po tisto, kar ti ima za pokazati. Točno to. Na ta način. Da ti pokaže. Kaj misliš, da bi se zgodil? Kakšen bi svet izgledal zdaj, oziroma mogoče medicina? Če takrat v 70-ih, mislim, da je bilo, ne bi ustavili raziskovanja psihedelikov v medicinske namene. Jaz verjamem, da na nekih nivojih je bilo prav, da je bilo tako. Morda nismo kolektivno bili še pripravljeni. Še vedno treba počasi dojeti, da v ozadju deluje neka višja inteligenca, kot je naša, kot je tvoj To, da planet in vesolje, tako kot prejšnjič, je v nekem ravnovesju in je res vse popolno, to nismo mi odgovorni za to. Nismo mi tisti, ki umsko ustvarjamo vesolje ali karkoli. Neka inteligenca v ozadju, to, kar tudi si, konec koncev, skrbi za to. In če je eno obdobje neka renesansa teh psihedelikov, je bilo očitno takrat dovolj. In pol se ustavi. In zdaj trenutno smo naslednji. In bomo videli, do kje gre. Ker tako, kot si na začetku lepo povedal, jaz sem ful zagovornik te medicine, daleč od tega. Ampak v prizemljenem smislu. Ne, da ti skačeš tja, pa vsak vikend morda, ali pa vsak teden, pa bežiš od realnosti tukaj zdaj, bežiš od odgovornosti življenja, ki si ga zbral. In tam imaš se lušno, klepa v bistvu nič kaj tazga, ker je ogromno ljudi to so šli v razne vode in potem pride nazaj in nič drugač, ni nič boljš. Sam znajo pobegati, točno to, tako da je lahko še spet nek mehanizem uma, najdli smo nekaj drugega, da bežimo od tega, kar smo in da ne sprejemamo odgovornosti življenja tukaj. Tako da jaz mislim, da je zdaj preprosto nova priložnost, da dojamemo, kaj to je, kako to uporabljati in istočasno se učiti na novo neke integracije. Tako da iz tega vidika bi rekel, morda tisto obdobje nismo bili še dovolj zreli. To, da so pač ljudje to po ulicah jemali pa skakali okoli, ni bila zavest še dovolj zrela posamezniku, da bi to medicino res uporabili za namene, ki so uporabljene bile v prejšnjih civilizacijah. Tako da bomo videli, kaj bo zdaj. Itak zgodovina se ponavlja. Vsako stvar bomo šli večkrat čez. Garant. Pa te dve se res lepo povežeta, če gledava znanost,
ki na podlagi nekih screeningov, nekih slik možganov itd. Lahko dokaže določene vzorce, jih prikaže in jih predvidi. Po drugi strani imamo pa tukaj medicino, ki pa vpliva na sam proces, ki se odvija noter. Okay. Torej, če povežemo midva zdaj medicino, v smislu psihadelikov, in zmožnost merjenja, kaj to povzroči, jaz mislim, da slej ko prej, oziroma upam, da se bosta te dve sfere, te dva pola najdla skupaj in sodelovala pri tem, da človeštvo rata boljše, bolj zdravo, da depresije, anksioznosti, izgorelosti na tak način tudi znajo v nekem okolju, ki je lahko tudi bolnica, zdraviti. In ne samo s tabletami. Zdaj lahko grejo tukaj v teorije zarote, lahko grejo tukaj, ja, pa od tega pol ni profita. Farmacija itd. Pustimo. Ampak, če pogledamo, kaj se že dogaja, študije v domu starejših občanov, recimo, ne sploh v Ameriki, da ljudem to dajo, ki so v zadnjih korakih pred smrtjem in jo kar naenkrat sprejmejo. Pač, come on, stari. Ja. Dajmo združiti znanost, dajmo združiti psihedelike in delati dobro za človeštvo, ne fila džepov. Se strinjam, se čisto strinjam. Kot si prej rekel, integracija. Integracija je ta, ki ti dejansko potem omogoča, da ti to pomaga. Brez integracije ti ne bo pomagal. Ja. Pol ti to jemlješ za zabavo, za pobeg. In to je tista ozaveščenost, ki mislim, da si jo danes ful dobro povedal. Da je to samo en delček procesa zdravljenja sebe, ki ti da neko pogled, mogoče neko perspektivo, ki ti ima v misli pa programiranje odstran od enačbe in ti da možnost pogled zdaj iz tega zornega kota. Tako. Širiti zavest. Točno to. In zdaj, a boš ti to verjel, a boš ti to implementiral, a boš ti te korake naredil, je pa spet odvisen pol od tvoje zemeljske izkušnje. Exactly. In to je to. In tako je pri vsaki zadevi konc koncev, ne. Kar ti pa da z drugih nivojev pa točen ta pogled. Točno to, kar si zdaj ti povedal, da lahko iz drugega zornega kota stvari vidiš in če gremo čisto na znanstveno plat, je to, kar ti naredi v bistvu psihedelik v možganih, je praktično identično, kar se otroku konstantno dogaja. Otroci imajo zelo plastične možgane. To pomeni, da se konstantno spreminja in oni se učijo milijardo stvari naenkrat. Konstantno informacije. Starejši, ko ratujemo, bolj rigidno to rata. Bolj smo v nekem vzorcu, ego. Torej iste poti, iste misli, iste čustva, isto to. In kar psihedelik naredi, je razbije za trenutek vse te poti. Ti lahko vidiš eno zadevo, kot ne vem, prej si bil 100% prepričan, da je moja mama je grozna oseba, sovražim jo. Se to razbije in vidiš drugo plat. In fakt, to je človek, ki mi je dal življenje. In to je bila edina njena misija. Ni ona zdaj kriva, da je imela ona težko pot in ni znala bolje. Ni ona kriva za to. In čutiš neko sočutje, in čutiš neko olajšanje in neko svobodo konc koncev. In priješ nazaj z nekim novim dojemljenjem, tako kot si rekel, pol pa tvoja pot integracije. Ne? A soš vrnil nazaj v tisto, ali boš dojel, da je to neka resnica globja v tebi. Kako si boš pustil, da ti pomaga. Ne? Tako, točno to. Ker... Tudi kar je bilo tako čisto pri meni, največja psihedelična izkušnja. Zadnji teden, ko je moj oče odhajal. Ja. Stari. Jaz v tistih trenutkih, ko sem to sprejel in si rekel, sam ne gledati stran, bod tle, sooč se. Ne vem, kaj mi je to govorilo v glavi, ampak mi je. Jaz, ki sem to naredil, svet je bil drugačen. Čas ni obstajal. Vse, kar je obstajalo, je bila moja ljubezen do očeta. Ni bilo, joj, ne bo videl svojih vnukov, joj, ne bo videl, kako bom biznis gradil. Vse, kar je bilo samo, tukaj sva. Božu, dajo samo ljubčke na čelo, smeju se je. Jaz sem se zraven smejal. In tak zadnji dnevi so bili pol morfi, je čisto ena druga.
zadeva, ampak sam tam sem bil. A veš, in to je bilo dosti, ne samo za me, a ne. Vem, da je to njega pospremilo in da je takrat moja mama lahko zadihala, da je šla na sprehod lahko sama, a ne. Ja. In je neka vrsta psihedelične izkušnje, zato ker ni bilo, moje misli so bile, njih bilo. Tako. Ja. Sam trenutek je bil. In takrat sem ogromno delal meditacije, ogromno sem dihal zraven njega. Sem rekel, da pač rad bi bil kle in takrat sem že imel ta orodje, da sem to lahko naredil. In jaz ne bom pozabil, stari, enkrat, ko sem šel res globoko v Wim Hofa, 45 vdihov, spustil. Kar naenkrat sem se zbudil ven in sem rekel, ok, kje sem jaz zdaj bil, a ne? In jaz sem zgubil občutek za čas. Približno tako, kot če bi spal, ampak nisi spal. Ampak v enem trenutku, ko sem bil jaz noter, jaz sem samo čutil obstoj. To, kar si prej rekel, mi je bilo ful domače in sem se na to spomnil. Samo obstajal sem, stari. In obstajal je tudi on v tej zgodbi. Štekaš, ni bilo dualnosti. Ni bilo, on je tam, o moj Bog, zakaj si kle zdaj, zakaj mi živiš, pet k njemu pa ga boži. Ne, stari moj, to je bilo tako na easy. In v trenutku, ko je zapustil ta svet, prva stvar, ki sem jo naredil, sem samo objel mami in sva se sam zjokala. Ne žalosti, ampak da sva ga pospremila naprej. In to topa do zdaj vse nekako, koliko so mi te izkušnje prinesle v življenju, ker nisem bežal, ampak sem se soočil in dojel, koliko je ljubezen lahko močna, pa koliko je mir lahko čudovit. In bi to privoščil vsakmu, ki se bo soočil s tako izkušnjo ali pa se sooča smrti bližnjih, kakorkoli, ne bežati. Ja. Sprejmi, pa samo bod tam. Tako. Ne vem, kje je to zdaj prišel majster, ampak Prav videl sem te direkt, tako res čist čudovito. In edini spominček majhen vmes, ki mi je skočil, ko si to zdaj povedal, ko sem bil na pogrebu tvojega očeta, ko sem tebe gledal, ko si bil res točno to, kar si zdaj povedal. Samo v trenutku, muzika čudovita in nasmeh na obrazu. Mene je to kot prvo, sem samo kapo dol, res čudovito. Res čudovito. ja. Yes. A bi svojim otrokom dal psihedelike? Ko bodo dovolj stari, ja, definitivno. Prej ni dober zaradi razvoja, a ne? Mislim, da to je zdaj tako. Ni, je, ne veš. Ne. Ker ne si vedel. Ja, malo so solzice. Ja, hvala Bogu. Zdaj še le, ker sem temu zavedel. Hvala Bogu. Čas. Kaj si? Go. Lepo. Veš, to je to, ne. To je to. Mogoče bi se raje ustavil na tej točki, sem da tole dam še ven. Kdorkoli to gleda, ženska ali moški, to je to. Biti pri sebi, čutiti se, izražati to, kar je notri tebi in potem pustiti neko emocijo, da pride ven, ne samo skoči naprej, ne se tako odmakniti, zamenjati. Pusti to. Hvala Bogu. Hvala ti. To je res. S tem daš, verjemi, včasih več kot z besedami. Tako da. Neki otroci, ali kaj že bilo? Če bi otrokom dal psihedelike, pa prezgodi ne, ker vpliva na razvoj možganov, ne? Iskreno ne vem. Iskreno, ne bom prepameten. Imaš plemena, ki se dojenček rodi in vzamejo avasko in mu dajo takoj. Prva stvar, ko jo da. Preden mleko dobijo avasko. Zato, ker pri njih je to, da ostane v stiku z zemljo, da dojame, kdo je, da se ne ločuje. Imaš potem iniciacijo, ko so fanti stari. Zdaj nisem prepričan, to mi je en šaman razlagal, ali je 14 ali 18 let. Iniciacija v moškega, v teh plemenih je tako. Ok, priješ sem, tukaj imaš avasko, spi, pedi v džunglo, preživi en dan. In če pride ven, je moški, če ne,
je del džungle. Se vrne nazaj, od kje je prišel. Ekstremne zadeve za nas, za njih nekaj domačega, ampak če potegnem neko nit, ta iniciacija, če smo že pri moških, ne, je zelo potrebna za moje pamet. Zelo, zelo potrebna. Zdaj zase osebno, kar bi pač, jaz bi pač pustil. Vem, da zdaj te že grize za naprej. Eno vprašanje, ki te počutim. Ja. Se mi zdelo, da boš rekel, da bi pustil, ampak me je zanimalo, kako bi otrokom že preden odrastejo o teh tematikah kaj povedal. Ja, o vsaki tematiki. Kaj pa bi jim povedal? Na kakšen način? Lahko si predstavljaš, da sem jaz otrok. Če kakšen starš to posluša, pa ga je strah, da bi otrok to probil, oziroma vzel nevedno, jaz mislim, da še zmeraj najboljši pristop starševstva je, da ti z otrokom imaš odprto komunikacijo in da mu poveš, kaj obstaja. Tako. Da razume. Da razume, da ima nek vpogled v to, in jaz mislim, da na koncu se vrne itak k temu, kakšen odnos imaš ti z otrokom. Pustimo zdaj ta psihedelik, pustimo zdaj to. Gradi odnos z otrokom, da ti zaupa, da ti verjame, da se lahko odpre pred tabo, da se ne boji take stvari pogovarjati, da te lahko vpraša in si odprt. Ga ne obsoješ takoj in ga ne zatiraš takoj. Ampak poslušaš, morda če nimaš pojma o tem, izobrazi se, da mu lahko nekaj daš. In jaz osebno bom vse to počel in na neki točki mu rekel, lej, sine, hčerka, karkoli pač bo, gre skupaj. Bom šel s tabo čez to. Pa mene neki. Zanimivo. Ja, na ta način. To, da mu daš možnost, da razume od človeka, ki ga gleda kot Boga. Tako, kot bi vsak otrok mogel svoje starše gledati. Oziroma je lepo, če jih tako vidi. Tako. Ker si na nekih nivojih, ne? Se treba zavedati. Otrok, ko pride sem, to je energija, ki se začne počasi sidrati v nekaj neznanega. In ti si njegov vse. In to starši morajo dojeti. Istočasno pa treba dojeti kot starš. Zdaj, tako, to je ena zadeva, ker nimam izkušnje in ne želim biti preveč pameten. Ampak skozi ljudi, s katerimi sodelujem in ko smo določene zadeve šli čez in ko so oni malo to perspektivo obrnili, so se odnosi z otroci ful zboljšali. In ena čist preprosta je ta, ni on prišel sem, da ti njega učiš. Ti mu sam varnost pokažeš, da bo znal preživeti v trdnem, da bo ta energija znala preživeti trdo materijo. To je edino, kar je. Vse ostalo, uči se ti od njega nazaj. Otrok ti bo vse nazaj pokazal. Kaj čutiti, kdo si, kako reagirati, kje si šel jet, kje te potegne v neke potlačene vzorce, kjer bi ti to nanj ga pol vrgel. In ne se nikoli kriviti in obsojati, tudi če bo nekaj predano in malo težje, hvala Bogu, to si izbral iz nekih nivojev. Ta duša si izbrala tebe kot starša in želic, ko ste izkušnje in točno ve, ker je travme in vse bo dobila, ne? Ampak bodi zavesten vseeno, da dodaš zdraven vsega, kar bo morda malo težje, vedno ta občutek varnosti in ljubezni. Ker sam to rabi. Otrok rabi samo varnost in ljubezen. In tam on prosperira. Ti bo zaupal, ti bo govoril, ti bo izrazil, ti bo dajal ljubezen. Tudi pol poznejša leta. Koliko je situacij in primerov, kjer ratamo najstniki in namesto, da imamo nek dober lik in vzor iz staršev in njih sprašujemo za nasvete, ker imajo daljšo pot, mi se obrnemo na svoje sovrstnike in vprašanje. Eni so lahko zahojeni, lahko so v alkoholu, lahko so v temu in ti boš njih poslušal za nasvete življenja, namesto svoje starše. In tukaj ima starš ful veliko odgovornost, da skozi gradi ta odnos z otrokom. Skozi. Točen ve, na katerem nivoju morda malo pretirava, neko uičkanje, nekaj preveč, da malo svobode, ampak vedno drži neko vezo, da otrok se lahko počuti varnega, ni važno kdaj. In ko bo prišel trenutek, ko bo rekel, lej, trava, kaj to je? Jaz pecam, gre se malo pogovoriti s tem. Kaj te zanima? Aha, to, ja, ne pa, kaj, trava, da ga takoj začneš napadati pa obsojati. On se zapre in pol avtomatsko v ozadju, jebi se ti vmeš to proti. Znam, če sem odgovoril na vprašanje. Ful si dobro odgovoril na vprašanje. Me pa zanima, na kaj si se prej spomnil. Kje? Kaj si rekel, da te je malo... Aha, ne, sam videl sem dejansko, kako bom to z otrokom naredil.
in mi je bilo tako res lepo. Ti si pošel eno sporočilo o prihodnost, ki si že starš. Zdaj si pošel sporočilo. Ne jih dati v cerkev. Hecam. Mojega hote pomagati. Ne vem, iskreno samo stani igriv. To je to. Ker se mi zdi, da z otrokom, če si v nekem stanju otroka, tudi ti, ni možnosti se ne ustavljala. Ni šans. In vse te težke primere ali karkoli v življenju jih lahko na igriv način naučiš. Ne rabiš biti strog, ne rabiš ga zatirati, ne rabiš ga preveč omejevati, lahko na igriv način vse to predaš. In te bo ful bolj slišal in te bo ful bolj razumel, ker to je njihov jezik. Ljubezen, radovednost, igrivost. In želim maksimalno tega otroka v sebi nazaj prebujati, nazaj prihajati k sebi, ker smo še vedno v teh energijah, vedno. In to je to. Ti si me na enem, ki sva bila pri sinergiji, na enem retreatu, se spomniš, ko smo si napisali, kako človeka vidiš z eno besedo. Ti si meni napisal otrok. Ja. Kaj si videl takrat? Točno to, kar sem zdaj povedal. Igriv, sproščen, z vsakim si se tam malo pohecku, dal si ljubezen, smejal si se skozi. To je to. To je to. In to si ti, odvedno bil. Veš, ko sem jaz hotel, še eno stvar sem hotel, se mi zdi zelo pomembna, no? Zdaj si me spomnil, ko si to govoril. Bad trip. Ko pride do bad tripa, se pravi, ko si na nekih gobah, ko tudi na travi, pa pride podivjanost misli, pa top. Se ti začne dogajati ta strah in rataš v krču in misliš, da boš umrl in kličete rešilca, pa take zadeve. Ne? To sem jaz veliko takih zgodb slišal. Super. Deva se tega dotakniti, kaj se ti takrat lahko naredijo. Se strinjam. Če je možno, ampak če imate kaj tazga, karkoli, ki bi bilo res ful praktičnega za ljudi, kakšno vprašanje ali karkoli, da bi ljudem pomagalo, da si razjasnijo, tako kot je to vprašanje, če se vam poraja, da ima mogoče malo to, da imajo ljudje res neki zavzeti. Ja. Tako da, kar se tega tiče, ja, lej. Napišite v komentar vprašanja na YouTubeu, bova naredila midva en session, kjer bova Q&A imela. Lahko tudi, ja. Pa bom jaz tudi na Instagramu pošeril, pa to, tako da če imate vprašanja na to tematiko, na kjerokoli tematiko, ki bi jo lahko Turk ali pa jaz odgovorila, napišite jih, pa bova naredila en Q&A special session za ta folk. Good. Super ideja. Torej, prvo zavedati se določenih zadev, ko si omenil travo. Torej, vsako substanco treba malo dojeti, kako deluje. Trava, večino vsak, ki je probal, je imel neko paranoično izkušnjo. Skoraj vsak. Ponavadi je to zato, ker smo mladi, ampak tudi starejši, nima nobene veze. Zdaj, zakaj? Trava ima nekako samo dve oblike izpostavov, imaš sativo in indiko. In čisto preprosto, indika je in the couch. Torej, indika je ona, ki bo chill, ki bo easy. Zelo je redka. V Sloveniji, ne vem zakaj, je pretežno sativa. Torej, sativa je pa ful euforična, naspidirana, ponori, vse začne noreti. In če ti vzameš še v oralni obliki, torej da poješ namen kuki ali karkoli, znotraj sistema se sproži še en encim, se doda zraven in samo travo potencira krat 5. Torej, ratuje to res že psihedelik zelo močen. Torej, če skadiš, je manj potentno, če poješ, je ful bolj potentno. Dajte si to zapomniti, ne si nikoli misliti, da je isto. Torej, pa še en nasvet. Ne nikoli vzeti trave tako ali drugače in po 40 minutah pismo, to ni nič, bom še vzel. Ne dodaj. Sploh, če je edible, če poješ. Tako, ne dodajati. Ne nikoli dodajati. Počaki, včasih lahko traja 6 ur, da te sploh prime. Odvisno od metabolizma, različni smo si. Tako da to je tak res nasvet, da se izognete lahko teh paranojah. Zdaj pa, če že pride do take situacije, ne vem, s katerim psihedelikom pač, dihati, fokus na dihanje. Nazaj na dihanje in samo malo po malo res globoko dojemati, da to, kar vidiš, to, kar ti kaže, to, kar doživljaš, to, kar čutiš, to nisi ti. Ti gledaš to. Ti si opazovalec. Ti si opazovalec tega.
Zdaj ne vem, koliko ste daleč na lastni poti duhovnosti, dojemanje tega, ampak tudi če ni ful, tam znotraj bo to res potencirano. Okay? Še ena taka močna je fokus na kakšen del telesa. Torej, ne vem, pogled, kaj je v nogi, začuti se v medenici. Medenica recimo zelo močno, ta je center. Torej, bom še bolj specifičen in vem, da bo to mogoče malo tabu, ker ljudje tega res ne razumejo, ampak nima veze. Pojdi v svoje spolovilo. Čist preprosto. Moški po domače v jajca, ženske veste kam in samo držiš tam pozornost in opazuj, kaj se zgodi. Magično. Magično. Tam je ljubezen, tam je življenje, tam je življenjska sila, seksualna, spolna energija, ni samo za ustvariti, pa tako, to je kreativnost. In držati tam nek fokus med tem, kad dihaš, ogromno krat samo izkušnja, tudi če je težka, samo lepo pomiri in pride ljubezen nazaj. Tako da to, če res ne vem kaj, pa si sam pokliči nekoga. Ampak prosim, povej mu nekako že po telefonu ali karkoli, če prideš, ne preveč govoriti. Torej, če nekdo pride pomiriti situacijo, naj ne govori preveč. Ker tisti, ki je v tem stanju, to, kar oni govori, lahko dojema čist drugače. On mogoče želi nekaj dobro, ampak njemu so trenutno vsi senzori odprti, vsaka travma je res na površju in bo ena beseda, ki bo malo narobe slišana, lahko sprožila njemu ne vem kakšno zgodbo in bo samo še poslabšalo zadevo. Torej, tisti, ki bo zdrav, ne jih miriti preveč z besedami, ampak bodi tam, tako kot si ti rekel za očeta, je čudovito. Sam bodi tam. Bodi z njim, sedi, to je to, objem, ljubček, to je to. To, kar si rekel, da greš v spolovilo oziroma za moške v jajca, to te dejansko potegne v trenutek, ker trenutek ti lahko čutiš na ta način, ne telo čutiš in s tem se distanciraš od misli. Tako. Ker če ti misli rešuješ z več mislimi, ne rešiš nič. In lih to sem prebral, da edini bad trip se zgodi, ko tvoj hoče pobegati od izkušnje. Točno to. Ali jo hoče pojasniti, ali gre v shit, kaj sem vzel, umrl bom, prihodnost, preteklost. Trenutko, ko si ti sposoben biti v trenutku, ne more priti do tega. Zdaj to reči je ful lažji, ampak je pa en lep tak biserček, da mogoče, ko pride do teh mal težjih trenutkov, ko se ratujejo travme gor dol, je to samo nekaj lepega, kar ti zdaj moraš sprejeti in predelati. In zato je ful dobro poslušati stvari, se učiti o teh stvarih, malo bolj razumeti stvari, substance, kako to deluje na telo. Andrew Huberman je čudovit človek, ki bo o tem ogromno govoril. Top. Ne vem, imaš ti še koga tazga, dosto psihadeliki govori. Darja mi je eno knjigo predlagala, bom jo prosil, da jo doda v opis. Spodaj, okay. Aubrey Marcus, bravo. Mislim, da če sam ta dva vira glede psihadelikov, je to. En ti bo lepo znanstveno objasnil, drugi ti bo malo bolj z lastnih izkušenj, pa z mističnih aspektov, kaj to lahko pomeni, pa je to. Skoraj ne rabiš nič drugega od tega. Andrew Huberman, Aubrey Marcus, Aubrey-Marcus. Tako. In sam še to, kako si lepo povedal, sprejet, kar pride. Ful je lažje, ker načeloma bad trip rata, tako kot si rekel, sam, ko se odmikaš od tega, kar je. In včasih je lahko ful intenzivno, ampak ponavadi je res intenzivno in težko, ker so ful prevelike doze. Tako da, če potegnem nazaj, prva glavna stvar, dajte prosim vedeti svojo dozo. Ne videti gobe, pa nimaš pojma, koliko je. Je vzel 4, bom jaz tudi. Ali pa to, točno to. Ta je najslabša, toleranca, zavedanje, da z respektom do medicine vedi, koliko vzameš, vedi dozo, vedi, kaj vzameš, ne kar nekaj vzeti, če ti nekdo ponudi. Sam, v nekem zdravem okolju, z muziko ali pa s prijatelji, ki jih imaš rad, ali pa kvečemu, skoraj ne bi rekel sam, saj prvič ne imej nekoga zdraven. Ampak res ne bo v tišini maksimalno. Ampak če potegnem res nazaj, prva stvar je doza, ne pretiravati. Raj menj, pa pogled, kako je. Na ta način. Ful pomembna tematika, ful pomembna medicina, ki nas bo naprej peljala zavestno, verjamem. Ampak dajmo res ne ponoviti tega, kar se je zgodilo v 60-ih.
ker zdaj je res razkroj tega, se širi posod, folk hodi na ayahuaske, jih razštela totalno, ne vem, kaj še se nobene izkušnje še niso imeli pred tem z nobenim psihedelikem, prosim, ne tega početi. Dajte se izobraziti, dajte vprašati nekoga, ki morda če že šel čez par izkušenj in če je možno najte nekoga, ki to facilitira, da boste res v varnem okolju in šli prvič vsaj tako, ko se zagreno. Zdaj le greva na en festival skupaj. Od Sinergije Flows, ne? Pa mami grejo čisto iskreno, nam rekel na živce, ampak toliko dobro stvar organizirajo in 100% premalo ljudi za to ve. Zato sem čist zdaj iz Klevan potegnil, pa bi vam rad rekel, da če bi radi šli na festival, kjer je dobra muzika, kjer spiš, kjer se družiš, kjer imaš delavnice, kjer meditiraš skupaj, kjer functional pattern se skupaj treniraš in take zadeve, dajte si pogledati. Flows festival, bomo dali tudi spodaj v koment oziroma v opis. Mi dva greva kaj, ne? Ja, dejstvo. Če bi se kdo rad družil z nama. Če bo kdorkoli, podsukite, hvala Bogu, kot smo rekli. Zikr vam bo dal Jerry popust, kaj tole vidi. Tako da Underdog 10. Si že, ja. Pa kar ne vam dajo 10% popust, neč nismo zbili. Mislim, realno, če tako pogledaš, tudi z finančnega nivoja je to zastojno, ne? Ful zastojno. Res zastojno. Tako da jaz mislim, da bilo kdo, ki želi malo potipati določene aspekte drugačnih frekvenc in debat in ljudi, kot ste vajeni, en tak festival lahko ful odpre. Kulsko je. Ja, kulsko je, definitivno. Tako zdi se mi, da je tako ena taka delavnica, to, kar smo bili prvs, delavnice za moške, ampak da je veliko bolj pester program, setting je nek na Hrvaškem, na enem otoku, ne vem točno kje. Ja, pa 4 dni, ne? Pa muska, Ja. DJ, Jerry Borolo, ne vem, kakšni z 10 držav pridejo ali kva. Pa če se tak denar, Se strinjam. prav zaslužijo si, da je povan. Zato sem zdaj to povedal. Hvala Bogu. A ne, Hvala Bogu. kva. Podpiram, se strinjam. Kjer pogovor, ta star, ne vem. Res, toliko v trenutku biti, ker sem lahko s tabo, toliko sem hvaležen za to res. Jaz ne vem, a sva res rabila podcast, da sva to zdaj odkrila, stari, mislim, zdaj že prej. Ne. Prav Vortex, razumeš, tako tle. Nobenega občutka, da kdo posluša, da bo kdo obsojil, kva si bo kdo mislil. Nobenega občutka, da lahko karkoli poveva narobe. Ja. Tako, to, kar sem lahko jaz ob tebi, malo ljudi je takih. Hvala. Ene glume, ene maske, tako zaupanje, ki imaš ti od mene, pa verjamem, da še od marsikoga, ki jim pomagaš. To je ena izmed najlepših stvari, ki jih lahko imaš. Lepša kot vsak pokal, lepša kot vsaka titula, CEO, 85 milijonov, lepša kot vse to. Hvala. Zaupanje in istočasno igrivost. Vidim otroka, ki se prebuja. Ja. In ti želim, da odkrivaš naprej, pa da skupaj delava čim več stvari, ker jaz te ne bom spustil več. Razen ko šlo vsak svojo pot v eno. V eno, tako. Hvala, stari, hvala. Ja. Res. In bom enkrat rekel hvala. Res da dodam takoj nekaj nazaj. Da tudi jaz si dovolim enkrat to začutiti na nekih globih nivojih, da ni takoj refleks. Tako da res ti hvala za to. Mi ful pomeni. Ja. Buraz. Stari, sejlej, ni debate, da bova tole ponavljala, mi dva, konkretno. Pač jaz to koživim v epizodah s tabo. Enako, stari. Res. To je bila lažje, se mi zdi tako iz vidika pri meni, da sem si bolj pustil iti noter, čisto tako. Pač Najboljš možno. Vsi so se pogovarjali, ne rabimo struktur, neki preveč tematiko mava in greva. To je to.